A ga imate? To je ličinka, to je tudi, ja. Tule je še en samček. Minuli ponedeljek dopoldne v neposredni bližini Koseškega bajerja le streljaj od strogega središča Ljubljane. V pičlih nekaj minutah je biolog Tomi Trilar takole z belo rjuho na palici z le nekaj potegi po sicer precej suhem podrastju ujel prve klope. Glede na lokacijo pričakovanja. Klop je na videz krhko bitje z izjemnim potrpljenjem, mojster preživetja, ki se na svetu odlično znajde, pojasnjuje Trilar, ki te parazite preučuje že več kot 3 desetletja. Samec običajno najde samico že prej na vegetaciji, ali pa na gostitelju. In ko jo najde na gostitelju, se samica presesa in takoj začne sesati. On se pa par z njo, paritvene organe imata na trebuhu in sta skupaj in se on s budalcem samo fiksira, zato da če se gostitelj popraska, da ne bi dol padel. In potem, ko se sparta, on se spusti in on pogine. In dejansko ne sesa, zato niti sline ne izloči in samc ne okuža. Torej samica je tista, ki je človeku nevarna? Največkrat nas okužijo nimfe. Klopi imajo namreč 4 razvojne faze, iz jajčeca se izleže ličinka, ki se razvije v nimfo, ta pa v odraslega klopa. Nimfe so najpogostejše v populaciji, največkrat jo dobimo in je tudi najbolj nevarna človeku. Kako zelo nevarni so lahko okuženi klopi, pripoveduje Janez Zobec, ki še danes čuti posledice okužbe s klopnim meningoencefalitisom. Prsti mi gibljajo, ampak nimam teh mišic, ki so v bistvu v vzvodi, da dvignejo celo roko. To se pravi, je ne dvignete? Jo dvignem. Boli me ne tako, bom rekel, notip je čisto normalna, ko čutim, ampak mišic pa ni taka suha. Rama je posušena, kosti pa koža. Podrobneje o Janezovi rehabilitaciji in življenju po okužbi v nadaljevanju, še prej pa nekaj osnovnih informacij o tem, kako klop bolezen z živali, najpogosteje z divjadi in glodavcev, prenese na človeka. Klopa dobiš sredi Ljubljane ali pa na zadnji bilki ob morju. Klopi niso kar tako dobili vzdevka vampirji. Sovražijo namreč česen, ne marajo sonca, pijejo kri, prenašajo bolezni in nemogoče jih je iztrebiti. Na isti travni bilki tudi po več tednov čakajo na svojega gostitelja. Klop pa na žrtev ne skoči, temveč se ji približa, da ga ta sama oplazi. Takrat se žrtve oprime z bodicami na nogah, potem pa išče del, kjer je koža mehka in tanka, tja zapiči rilec in začne sesati. Pri tem pa v kožo spusti snov, ki rano umrtviči, da žrtev vboda ne čuti. Populacijo klopov vsekakor ustreza bolj toplo, bolj vlažno vreme, mile zime, to pa dejansko je naša stalnica v zadnjih letih. Tako da se meja širi v bistvu bolj v tisto zgodne pomladno obdobje. Hkrati pa tudi vidimo, da je tudi recimo nadmorske višine, tudi dosega zdaj recimo tudi tam do 1500 metrov že, medtem ko je včasih veljalo, da so klopi bolj prisotni tam 600 metrov ali pa 1000 metrov nadmorske višine, tako da tudi tu se v bistvu širi. Klopi so pajkovci in posebna vrsta pršic. Kri nam pijejo z bodalom v obliki smrečice, zaznajo nas s čutilom na prvem paru nog. Z njim odlično zaznavajo vonj, vlažnost in temperaturo ter vibracije in celo kemične snovi na in v telesu plena. Najbolj jim diši ogljikov dioksid, ki ga ljudje in živali izdihavamo. Zanje privlačni gostitelji smo sesalci, ptiči in plazivci. Velikokrat se mogoče ne zavedamo, da nevarnost na nas preži v bistvu že na našem pragu. Se pravi, da lahko klopa dobimo tudi, ko gremo v mestni park ali pa ko gremo v naš vrt ali pa ko gremo recimo na sprehod po travniku. Tako da mogoče se niti te nevarnosti toliko ne zavedamo. Bolj jo povezujemo z aktivnostmi v gozdu, kot je denimo nabiranje gob, čemaža in z izleti v hribe. Včasih nas je bilo medvedov strah, danes se pa zmeraj manjših živali. Idilična dolina Kamniške Bistrice, priljubljena izletniška točka za družinske sprehode, izhodišče za pohodnike in ljubitelje gora. A tudi območje poleg Koseškega bajerja, Gorjancev, Udenboršta in doline Tržiške Bistrice pri Tržiču z največjo prisotnostjo klopov v Sloveniji. Vsak let jih imam dosti, ampak sem pa tudi cepljena. I'm not really thinking of the ticks, but we should probably.
ko sem bila mlajša in sem na to gledala dost zlahka, a ne, pač če je bil klop prisesan, sem ga dala dol, a ne. Bila sem zaradi borelioze, mečkan pozorna na kakšen rdeč obroč in tako naprej, a ne. Odkar imam pa še, bom rekla, lovskega reševalnega psa, se pa tega še bolj zavedam, tako da pes dobi tudi, bom rekla, redno te kapsule, pač proti klopom, ki delujejo do določene mere, je pa treba dejansko v tem času psa skozi prečesavati, posebej če je takole v naravi. Marko Petek, kamniški alpinist, inštruktor in gorski reševalec, je cepljen proti klopom. Kljub temu se po vsakem izletu v hribe skrbno pregleda. Sem imel klopov tudi 200 že na sebi. Madonna. Ja, enkrat sem stopil v eno gnezdo klopov in cel dan smo si pobirali klope dol. Ampak pač ni bilo nobene posledice, glih zaradi tega, ker smo se pač pregledali, treba se je pač slečiti pa pregledati, ne, pa odstraniti, ne. Ampak občutek pa verjetno ni bil prijeten. Moram priznati, da moja žena se boji kač, ampak zdaj se bolj klopa, odkar je to videla, kako pa kač. Vsem, ki hodite v naravo, svetuje. V tem obdobju, ki še je hladno, da imajo dolge hlače, da se ti odprti deli, ne vem, da nimamo nekih odprtih čevljev, nogavice, dolgi rokavi, mogoče, če ni prav vroče. Pa primerno pokrivalo in da se držimo označenih poti ter izogibamo gostemu rastju. Da ne ležimo v travi, mogoče odlagamo obleko v travo pa tako naprej. Take stvari se mi zdijo, za preventivo lahko veliko naredimo. Drugače, se veste, tudi na vrtu lahko dobimo klopa. Zaradi tega nimamo razloga, da ne bi šli v gore. V Sloveniji poznamo 16 vrst klopov. Ene so pridejo z Panonske nižine in so pri nas v subpanonskem pasu, ene so pa mediteranske, ki so pod črnokalskim robom, se pravi v submediteranu. Potem imamo pa dve zelo specializirani vrsti. Ena je bregulkin klop, ki živi v gnezdilnih rovih od bregulke in gre ven samo takrat, kadar je prisesan na bregulko, drugače skozi noter. Pa netopirski klop, ki je prava jamska žival. Najbolj razširjen pri nas je gozdni klop. Težko je reči, kje vse se zadržuje, pravi Trilar, zagotovo pa številčnost populacije narekuje število srn in jelenov. Zadnje čase so pa začeli lovci poročati, da v nekaterih delih šakal začenja zmanjševati populacijo in pričakujemo, da bo tudi klopov manj. Do takrat Slovenija ostaja endemsko področje, tako za lajmsko boreliozo kot za klopni meningoencefalitis, vendar je pogostost teh obolenj na različnih območjih države raznolika. Do okužb s klopnim meningoencefalitisom najpogosteje prihaja na Gorenjskem, Koroškem, v Ljubljanski regiji, pa tudi na Notranjskem. Medtem ko je zbolevno za lajmsko boreliozo, ki jo povzroči vbod okuženega klopa, najpogostejša na Goriškem, Gorenjskem in v Mursko-Soboški regiji. V Goriški regiji, denimo, je pojavnost klopnega meningoencefalitisa najmanjša, pojavnost lajmske borelioze pa največja. Kje je bil tukaj vbod? Verjetno tle nekaj na sredini. Tle je taka bolj nehomogena rdečina, potem pa tle vidite, da je majčkeno poudarjen rob in tle se rdečina širi v okolico, center pa počasi bledi. To so primeri kožne reakcije po vbodu klopa, ki kažejo na okužbo z boreliozo. Zanjo je namreč značilen rdeč kolobar ali pa rdečica, pojasnjuje infektologinja Petra Bogovič, ki se običajno pojavi z nekajdnevno zamudo. Bolniki praviloma nimajo sistemskih znakov, vsaj ne tako izraženih, lahko imajo blage glavobole ob tem, bolečine v mišicah in sklepih, praviloma pa nimajo vročine. In vse te bolnike obravnavamo ambulantno. Za lajmsko boreliozo na leto zboli okoli 4500 ljudi, v lanskem letu preko 5000. Bolnikov z meningoencefalitisom je manj, približno 100 na leto, lani 80. Klopni meningoencefalitis je sistemska bolezen, ki poteka akutno z visoko vročino in prizadetostjo osrednjega živčevja, kot meningitis oziroma meningoencefalitis. Bolniki imajo običajno visoko vročino, glavobol, slabost, bruhajo. Lahko se pridružijo znaki encefalitisa, kar pomeni, da so zmedeni, se tresajo, lahko so bolj zaspani, pa lahko tudi komatozni v tistih najtežjih primerih.
Vsi bolniki so praviloma hospitalizirani. Približno tretjina med njimi ima dolgotrajne posledice, tako imenovani postencefalitični sindrom. Najpogosteje se kaže z glavoboli ter motnjami spomina in koncentracije. Lahko so čustveno nestanovitni. Pri tistih, pri katerih se v akutni fazi bolezni, na srečo je to redko, razvijajo hromitve, pa lahko te ostanejo trajne. Zakaj nekateri zbolijo lažje in drugi težje, ne vedo. Večina bolnikov po nekaj tednih odide iz bolnišnice in zdravljenje nadaljuje doma. Tisti najtežje bolni gredo na rehabilitacijo v zdravilišče ali v Sočo. Janez Zobec je v Soči leta 2005 preživel 4 mesece. Iz bolnišnice je prišel povsem nepokreten. Bil sem tik pred tem, da me je še preklopilo, no? V tisti najhujši fazi. In to je v bistvu pol tako, niti zelo težko ločiš dan, noč, v bistvu vse ti je isto, ne? V bistvu sam še boriš se in čakaš, kaj bo. Močno je shujšal, mišice so upadle, a po enem mesecu rehabilitacije je spet shodil. Najbolj me je prizadel v bistvu ta ramenski del, ne? Vnetje sem v glavi, nekje na tem delu. Pol se celo poznal, kasneje, ko sem šel slikat glavo, se je pač nekje videl. En del je bil malo zabrzgotinjen, tako po vsakem vnetju. Tisti, ki imajo postencefalitični sindrom, so zagotovo preboleli težjo okužbo, imeli umetno ventilacijo, kar pomeni, da se je virus razširil na podaljšano hrbtenjačo in prizadel center za gibanje, razlaga fiziater Klemen Grabljevec. So imeli verjetno tudi možganski edem, se pravi prišlo do otekanja možganov, so imeli hudo vnetje povojnic. Rehabilitacija je razpršena po različnih področjih, praviloma imajo bolniki težave s spominom, koncentracijo, komunikacijo. Kar se tiče gibalnega področja, se pravi, kjer gre za tako zvane pareze in paralize, se pravi za neko ohlapnost, zakrčenost ali pa nepremičnost udov, takrat pa stvar je moteča, vendar je tudi prej ozdravljiva običajno, z večinoma se dobro popravljajo te težave, in se jih da tudi olajšati, recimo z pripomočki za gibanje, je to bergla ali to hodulja ali invalidski voziček za določen čas. Dočim bergle za možgane pa nimamo. Simptomi so podobni tistim po možganskem pretresu ali dolgem covidu. Iskanje besed, megla v glavi, razdražljivost, nenehna utrujenost. A najtežjih primerov je v zadnjih letih manj, še pravi naš sogovornik, najverjetneje tudi na račun večjega cepljenja. Posledice so trajne, včasih si rečeš, kaj mi je bilo tega treba, ampak nimaš izbire, da bi vnaprej si lahko to, določil ali pa mogoče, če bi vedel, bi se prej zaščitil. Vsi moji prijatelji bližnji se zdaj zaščitijo. Vsi cepljeni? Ja, so v večini vsi cepljeni. Tale gospa bo zdaj se cepila s katerim odmerkom proti klopnemu? 6 odmerkov. Se pravi z poživitvenim odmerkom, cepi se v bistvu v nadlah, intramuskularno, da boste videli. Cepljenje svetujejo vsem starejšim od 1 leta starosti, poteka v 2 delih. Osnovno cepljenje je sestavljeno iz 3 odmerkov, drugi sledi mesec do 3 mesece po prvem, tretji pa 5 do 12 mesecev po drugem. In to je to. Tako, in to je to. Je bilo hudo? Kot vsakič. Prvi poživitveni odmerek je čez 3 leta, potem pa na vsakih 5 let. Brezplačno je cepljenje za vse otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 1 leto in otroke rojene od leta 2016 dalje. Pri odraslih obvezno zdravstveno zavarovanje cepljenje krije generacijam, rojenim med letoma 1970 in 1983, za vse ostale stane okoli 30 €, odvisno od izvajalca. Neželeni učinki seveda so, tako kot pri vsakem cepljenju ali pa pri zdravilu, so pa to kratkotrajni in blagi. V večini to pomeni, ali so kakšne lokalne reakcije z rdečino, teklino, lahko navajo slabost, včasih tudi vročino, ampak resni v bistvu neželeni učinki so zelo redki. Precepljenost pa približno 22-odstotna. Letno se v bistvu cepi približno 8% delež slovenskega prebivalstva. V primerjavi z določenimi drugimi državami, recimo Avstrijci, dosegajo precepljenost tudi krepko nad 80%. Tako da načeloma v bistvu še imamo velike rezerve.
Nekateri se namesto cepljenja odločijo za repelente. Te, ki jih vidite, ponujajo v lekarnah. Med seboj so različni po izvoru, opozarja farmacevtka Andreja Detiček-Mitrović. Naravni so recimo pridobljeni iz eteričnih olj, najpogosteje kakšne sivke, citronele, evkaliptusa. So primernejši mogoče tudi za otroke, za tiste z občutljivo kožo, ampak nas ščitijo malo krajši čas. Ne? Potem pa imamo recimo sintezne, na voljo na trgu so recimo DIT, ta najbolj znan, najbolj učinkovit v različnih koncentracijah, 30%, 50%, ta zelo učinkovito odganja tako klope kot komarje. Najboljšo zaščito nudijo sintezni repelenti, a je poleg koncentracije treba upoštevati tudi navodila o tem, koliko časa zaščita traja. Recimo tukaj, če pogledamo, imamo prav narisano, zaščita proti komarjem 4 ure, zaščita proti klopom je 8 ur. Seveda, to pomeni tudi, zaščita je samo tam, kjer je repelent prisoten. Če bomo mi popršili to recimo samo na en del oblačila ali na en del kože, bomo zaščitili samo tisto območje našega telesa, ne pa recimo nog. Pametno je pošpricati tudi oblačila, še posebej, če imate občutljivo kožo in vas repelenti dražijo. V sončnih dneh, ki prihajajo, pa imejte v mislih tudi to, da najprej nanesete sončno kremo in šele potem zaščito proti klopom. In še nekaj, če slučajno najdete klopa, ga nemudoma odstranite in pri tem upoštevajte ta navodila. Ko vode najprej nekaj časa miruje, ne? In če ga vznemirjamo, ne vem, z bencinom, petrolejem, segrevanjem, hlajenjem, potem samo to dosežemo, da vam prej slino izloči, kot bi jo drugače. Pomembno je, da klopa skušamo čvrsto prijeti za območje glave, se pravi ne za telo. Gremo samo s pinceto pod njegovo telo, tako da pridemo do budalca, gremo iz zadnje strani, potem klopa primemo kar močno, potegnemo toliko, da se koža napne in potem sunkovito cuknemo. In potem tisto mesto umijemo z milom in z vodo. Skratka, nič ne vrtimo, nič ne mažemo z oljem. Ne, to so neke take tradicionalne, kako bi rekla, govorice, vendar ne.